Dober dan. Preden začnemo današnjo Banger epizodo, bi se radi opravičili zato, ker audio bo na začetku tipo tako pol ure 40 minut malo shit. Zakaj? Ker smo pozabili stisniti rekord, ko smo vzemali epizodo. In ta zvok, ki ga boste poslušali, je drito iz kamere. Tako da ja, pardon, malček smo bučkoti. Ampak ja, vse štima, epizoda je Banger, ful dobro. Tako da ja, še enkrat, pardon, uživajte, dobra epizoda, koliko si, hvala še enkrat, ki ste prišli, mislim, koliko zbor, hvala še enkrat, ki ste prišli, tako da, ja, to je to, uživajte, ajde. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go. Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast v Sloveniji, sami podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami je Rimanič, Jure in Jure, koga imamo danes na naši test? Danes imamo v naši desni Borisa. Iz kje? Borisa Kokalja iz benda Kokosi. Gremo, točno tako. Kako smo okej? Super, ne vem, ali mečem tvojo ali njegovo energijo. Če sem imel koncert v Izraeli, da pomagam tvojo. Kako je bilo? Fantastično, ampak sem pa absolutno spil preveč švečega vina. Refošk. Vse refoško barno vino, no refoška. Pusti pečatle. Pusti pečatle, absolutno. Je bilo nekaj radenske zraven, samo očitno ne dovolj. Radensko refošk piješ. Ja, aj to... Kako se pa temu reče? Rdeči špricer. Rdeči špricer, da. Veš kaj, hidrirane, ne? To mi je dobro. Ja, jaz sem nekaj naredil včeraj to napako, da nisem bil voden. Bravo, ti si na aperolčkih. Na aperolčkih sem bil na sončku in imeli smo ful vode s sabo. Ampak niste pili. Ampak nismo pili vode. So imeli sabo. Imeli sabo. Jaz sem spil po mojem enih 7, 8, 9. Ja, v 5-6 urah, kaj? Ja, Ja sem velik fan. Jaz sem velik fan, samo meni, jaz ne pijem dosti in ta alkohol pusti na meni kar pečat. No ja, ampak če bi videl spila 9 aperolov, ne bi. jaz sem enkrat šel z njim pit, Long Islande. Long Island. Ja, Kaj da rečemo leti nazaj? to je vodka, tequila, rum Crazy. in še neki meda, ne vem, da je ni čaj noter, je še refutla, ne vem, sem pozabo kaj ima vse. Meni 3-4 alkoholi so not. In fora je, da smo bili tle v enem baru, ki so naši člani, ne, in so nam lepo zmešali, ta veliki kozarci. Ja. In jaz pijem z njim, in on tako rukne enega, jaz pijem, dobro, če ti enega, lahko jaz enega. Pol, gremo po še enega. Dora, smo šli po še enega, ne. Ajde, gremo po še enega, ne. Pojo, dobro, dejansko je dobro, gremo po še enega. Ja, jaz sem 1,70 m, 75, on je 1,90 m. Ja. Malo razlika. 95. Ja. 100 kg razlike, Absolutno. del noči se ne spomnim, na eni točki sem klepetal z njim, na drugi točki ni bilo več. Ne, bruho mi je strkona dol. In pol sem prespal pri njemu. In samo tako... To se ne spomniš. Ne, pa se spomnim. Samo tako je bilo. Sedel sem se na kavč, Ja. unosmeren meter je bil balkon, unosmer 2 metra je bila kopalnica. In sem se mogel odločiti zdaj, pomembno odločitev. Grem na zrak, kurac, kot se beriš na balkon, to z balkona. To je bilo bruho in da na pločniku. Sem skinil travnik, mislim, mogo bi skinil travnik meter stran. Ja, rekla pločnik. Bruho je ono stran, kjer je plaža, veš tam dol, ki imaš... Ja, to je pa pač prekletstvo naš malih fantov. Dobro, povprečno velikih fantov, lepo prosim. Ja, ponosen short kick, ponosen Ema, vi, ki ste manjši fanti, ste ful bolj talentirani, se mi zdi. Ja, moramo kompenzirati. kompenzirati, ja, absolutno. Vi ful zabavni, jaz na 5, Lej, mi vedno začnemo s tem, ko je bil kaj naš teden. Tako da, Jurič, ko je bil kaj naš teden? Ko je bil kaj tvoj teden? Moj teden. Eno novo biznis idejo sem dobil. Ma daj. Ja. Jure z novo biznis idejo. Ja, pizda, ne bi more, ne? Smeš kaj deliti? Ja, ma ne bom delil nič. Jaz sem imel eno biznis idejo in jo bom en dan uresničil. Kakšno sladoledarno. Ne, drive-in pekarno. Greš po kruh, tipo iz službe, samo zup komek ali pa zjutraj, roglički in kafe, samo zup not ven. Slabo ideja. In to ne pri nas, mislim, pri nas je dobro to med, to v Ameriki, se oni nimajo kruha. Donuts. Ja, oni nimajo kruha, to je Manj ne ja, ta še kruha. Tudi Italijani nimajo dosti pekar.
ima gol pastičerije, tipo za sladko in to, pa češ, ko bi to lopkalo, stari, dragi kar, ne greš drug, več kruh in greš. Ali nima dejansko pekarn nekje, ne, tako v enih državah se mi zdi, da prav ni zares pekarn, da so neke butaste, te pastičerije. In dobiš, ne vem, piškote in rogljiče, Ja, to. nobenega bureka ni. Ja, vidiš. Samo ti predvidevaš, da so naši oni isto komine. Ne, samo predvidevam, da pač, ko vidijo dober kruh, so holy fuck, to je kruh, ki oni vedno vsi malo pakirajo. A veš, da ne vem, če bi bil njim v lifeu ne bi bil nek črn kruh z orehi. Fuj. Oni rabijo, da je to sladko, belo, da ima okus po neki čudni beli To je plastiki. malo rasistično se Ne, ampak recimo, jaz sem bil pri skavtu, pa sem bil voditelj, pa smo bili pač kao, dajmo narediti tako, da bo čim bolj zdravo za domale, dajmo imeti črn kruh, recimo zajtrk, pa imeti tam najjače ta ajdo kruh z orehi, ali pa te nekaj. Prav, ono je ful tak trdi, ne? Ni neki mehek, ne? A ne, ja, meni je bolan. Ampak so to malo... Zakaj ti je dober? Kaj? Zakaj ti? To je meni tako pokvarjen kruh. Resno? Ja, Ne, meni ima bolan lep. razloži, ajde, zakaj. Bolan lep okus mi ima, počutim se zdrav, kaj jem, počutim se dobro. Ampak tamali so bili prosto, ne, hočemo štruco belo rezano, jaz tako, pa mi jasno. Ampak pač, ne vem, Če ti, ko si bil otrok, ti to jedel, ali ne, verjetno res, ja. si? Če sem ajdo kruh, ne, A, vidiš? sem bil kruh, ne. Tako si starejši. Bevo je superiorno, ne, pač. Boj, ne vem, če bi to dopisalo. Ja, ko si otrok, greš bolj proti, nimaš po moje te ideje, da je nekaj zdravo, nekaj nezdravo. Ima bel kruh hita different, stari. Prav tako sveža štruca, francoska je najbolj puhasta, to hita different. Samo taka je, da mora biti druga peka. Če Ja, je prva ja, peka, ja, te ja. boli čeljust. Ja, To sem opazil. to me je učila nona, reče vedno druga peta. Druga peka mora biti. Kaj to To pomeni, da ne boli prvi kruh, ker takrat ni bila peč tako topla. Ja. Moraš vzeti drugi kruh, ko je bila peč že topla in so dali kruh. Okej. Viš, to pa zdaj ne prevedel, da. Zdaj veš, Ja, zakaj? bi šli do razlika, veš? V tom starem. Zdaj probaj bel kruh, ta drugega. Ok, bom rekel, da peka, to. Boš videl. Bolan. Jaz moram se zdaj javno pohvaliti. Ne, moj. Jaz sem končno posnel diplomski film. Snemam ga že 2 leti, ne ga ne, samo se spravljam, snemam že 2 leti. In zdaj smo ga posneli in je posneto. Šala Klea Rajčič je barva tri igralka, spremlja člane, tako se nekaj bom pozdravil. Hvala, ki si prišla igrat. In se zgodila ena situacija. Ja. Zadnje čase, 2-3 tedne sem jaz na ful tak good vibes life. Lepa. Ful je tako, life je lep. In kaj še enkrat Lođe galerija, ki so mi zrihtali plac, ampak pride zjutraj ženska, ne, da nam odpre plac. Kaže, nimaš ključa. Jaz to stitle, jaz tu nimam ključa. In kaj zdaj? Dobro. Ja, jaz imam ljudi na 15 minut, 30 ljudi na 15 minut mi prihaja. Not ven, zdaj jaz da zamukaj. Ja. V glavnem, v film iz filma, tako no. Ja. In zdaj to stari, da jaz moram tle čakati 1 uro, to se meni podre, cel dan se meni podre. Ja. In najprej sem čutil v trebuhu tak ogenj jese, boj tiho, super, ker perverzni. Ampak pa sem bil, ne veš kaj, good vibes. Good vibes, stari, vse se bo zrihtalo. In ta gospodična je šla te čas po kafe in našla nekje odprtega lokala. In potem je pa moja behind the scenes fotografinja je rekla, da je našla en lokal s kavo in je vprašala našo ekipo, kaj bo kdo kavo. Ne, in ona taki je zafrknila, ker ni prinesla ključev. Zdaj je pač počutila tako malo, je bilo sram, da reči, ja, jaz bi tudi, ne, mislim pa, ja, ona bi še kavo, ona pa ne, dej ne rabi, pa ni za denarja. Ne sekiraj se, častim kavo, dej nehaj, pač se zgodi, si pozabila, ni cool. In dejansko, zdaj s to good vibe-om vse štima, je ona sama rekla, ne veš kaj, zdaj bom jaz pa zrihtala ta ključ, tako sem zajebala in zdaj bom odjebala. In ful se je videlo tako, ne, če bi bil nadrkan, bi tudi ona bila nadrkana, kaj, ko je znal kaj. In zdaj pa sem tako, ne, fucking potrudil se bom, ker fuck liko ste prijazni, ti domov neče prijazni. Tako da smo bolj zrihtali, vse je bilo dobro in ja, good vibes, good vibes. A bi rekel zase, da si drugač pogosto jezna oseba, si kolerik?
Ker zgledaš tako, da lahko rataš agresiven včasih, da. Ma ne, sem imel malo problem, da sem se hitro razpalil za predvedel. Ma ne, bolj to, ki nisem imel potrpljenja, pa sem tako full day, go, gremo, tak. Zelo, gre tam. Ma ne, za drugo ima tako, ki ne vem, delamo za eno stvar, ne vem, ok, zdaj mi 3 se sestavljamo to mizo in pač vidim 4 luknje, 4 noge, to gre sem. In potem zdaj tam vzame nogo, ma kaj to je stol in to meni je tako včasih ful razpalo, ne pač luknja, da je notri čak tak, ajde, bum. Tudi ja, nesposoben si. A bi ti rekel zase, da si jezen z tebe? Ne vem, če. Ker mi deluješ pa bolj tak, ja. Tisti, ki mi razburka na vodo. Ti si bil včasih ful bolj. Jaz sem bil včasih ful bolj nadrkan. Ja. Samo pol ne vem. Prišel na bali. Ne, po mojem je bilo vsega malo, ne. Nisem bil srečen v svoji zvezi, nisem bil srečen takrat s to se že. službo. In valjda si pol nadrkan, ne. Moraš nekam preliti to jezo. Nadrkanost nekaj. Tako je, ne. Tebe je včasih ful, tako neki, ti je nekdo rekel, ti si bil A zdaj? Ma zdaj si tak, zdaj si samo dosadan. Zdaj si skulirano si dosadan. To je ful bolj. Jaz dosadan, kaj govoriš ti? No ja, ti si malo, kje smo bili Arsenom? Kje smo bili Arsenom? Na minigolfu. Ja. V bistvu bi mogel biti na enem dejtu mi dan, Ja. pa sem pa mi je povedala. Ja, sem njegova rezerva. Lepo. In Ste za kljutno, skoro se nekaj drkati v glavo, ampak smo tako da. šli, je bil v Karanu, jaz sem rekel, kaj ti si dobil, sploh neki zmeniti, in pol jaz sem videl ta minigolf. Ja. Sem rekel, kaj gremo na minigolf. In pol smo šli jaz na minigolf. In pol punca od mojega kolega dela na recepciji v Adriji in napiše, Jure, na te so prišli na minigolf. Je prišel ta kolega na minigolf. In pol smo 3 gledali minigolf. Najbolj stari. In sem jih zmagal na koša. Ja, ampak ene luknje nismo mogli zadati, ne. Ja, je bila ena luknja. Ja. Je bila ena luknja dvignjena. Ja. Ti pa tako ravno ne, klanček, ravno in luknja dvignjena. Poznam, ja. In uno ni šans, da je šla, ker ali ti je šla nazaj dol, ali pa gor. Moraš podroba, imaš to dobro. Ma je bil teren. V Ljubljani je ista situacija. A ste bili kdaj v Tivoliju na tem minigolfu? Ne, izgledam pa ful lepo. To je najjači lifehack, ki ga lahko povem v Ljubljani. Tivolski minigolf, da prideš po 9 uri in naročiš eno pivo, ja, imaš za 100 minigolf. Eno pivo naročiš in imaš za 100 minigolf. Dajo ti palce in žogo samo po 9 uri. In do 11 so odprti, tako da imaš 2 uri za en per minigolf. Bolano, stari. To je najjači lifehack. Kolikokrat si že na minigolfu? Kolikokrat ste vi dodali za minigolf, recimo zdaj? Ja. No, vidiš, da dobiš v bistvu za 3 ure per pa partijo minigolfa. Ok, nisem na to vprašal, če se splača kalkulacija. Ok. In pač kaj si šel delati, dejt tam ali? Ne, nisem, so šla, z Blaško so šla tudi minigolfirati sam, tudi s frendi, ko že sem bil v različnih presedbah, pa vedno je sam ful zabavno. In štekam to, ja, vem to, foro, kaj tak, kaj bigneme. Ampak moraš odrobati, tako da se počasi odbija in pol ful počasi. Ne, problem je, ki predstavlja si tako je pista in val odrezan, visoko gor in luknja v sredini. Ja. In nimaš od česa odbiti. Štekam. Pač leti čez. Dobesedno val iz zemlje s klancem strmim in na vrhu tako luknja naslonjena. V sredini, res ne moreš zadeti. In še v teren ni hraven tam. Ja, on je to betoniral, ni dobro zbetoniral. Tako da ja, no, bili smo na minigolfu, ja. Usfando. Zmagalo. Včeraj smo bili mi v Kanavi, malo na žurki, šala od Kanava. Dobro, član, prepozno si napisal, kaj je situacija s kartami. Lepo prosim. Bi napisali, kaj je s kartami, član? Ja, da vemo, da član, uvedemo. odpisal sem ti nazaj, sem tom rekel, a ne. Ampak prepozno. Jaz sem spal. No. Ja, ti si spal. Ne, full vibe ta Kanova, full lep ambient. V glavnem, govoril sem z eno članko, ki mi je povedala eno zanimivo stvar, ki je rekla, lahko jo deliš na podcastu, ne? Ne bi vas dva vprašal, imate kakšne kinke? Ja, vse. Znaš, taka živava, ja. Jaz sem zelo vanilija glede kinke, tako da moram reči, da je to verjetno produkt krščanske vzgoje. Jaz nisem ta nek... Samo, no, Samo bi neki človek mislil, da lik zaradi tega bi bil. Ne, mogoče, ja, ampak ne, nisem bil v toliko čudni krščanski vzgoji. Je bilo nek pravo, ja, da ni šlo nič narobe. Ne, tako da nobenih teh nekih gumijastih zadev, pa
zavezanih poniževanja, ali pa lulanja, ali pa kakanja, ali pa karkoli takega. Ok, ampak kaj fetiš, kaj king? To je isto. Ne vem. Mislim, da sem se že vpraševal. Po mojem fetiš ti je všeč, king je pa, da moraš to. Veš kaj je meni king? Močne samozavestne ženske. Amen! Res je to. Ampak v smislu močni kot Bodybuilder. močne, kaže Ne, ampak na sceno moje, mislim, ful bolj palim na nekoga, ki je tako mentalno pa čustveno carski. Okay. To mi je ful jače, kar pa tem jaz ne morem. Da je samo zavestno. Kaj? Da je samo zavestno. Ja, absolutno. Pa da je taka, da je pač ljubeča oseba, to vemo. To je drugače razprava. Torej pač lik perfektno se opisa svojo punco. Ja, točno tako. V bistvu, moje dekle, moja draga je meni še ful bolj hot zaradi tega, ker je ljubeča in sprejemajoča. V bistvu to je meni ful privlačno. Je tudi lušna. In tudi Mislim. In tudi verjetno je neprijetno zdaj, ko se pogovarjamo. Shout out. Ti imaš kaj? Lahko si Ne rekel. vem, si je specifično. Kaj, jaz sem naredila ta problem, če meni ful punce ne, pa meni je vse hudo na njej. Kje je problem, stari? Mislim, Si ne, imaš, da imaš ta problem v lifeu. Imaš tako hudo punco, da ti je vse hudo. Hvala tebi. Ja, I guess. No, da ti imaš zdaj kakšne čudne klinke, tlej prošli. Mislim, kiko imaš ful, recimo imaš kakšen food fetish, imaš, ne vem, Si freak, ja. Dobro, kaj se ti misliš, da je stela? Ne, čakaj, da pomislim to, ker te poznam, kaj imaš ti. Ma ne vem, nima nekih fetišov, se mi zdi, ker sem ga poznal. Kaj imaš ti rad? Ne, ti pa rad bionne velike jožke, to vem. Okay. Pa ne, ma to je samo tako, to je pač lepo za videti. Imaš pa neke vizualne preference, ma ni, da imam neki wow. Drugače vedno nimaš nikoli bionne z velikimi jožkami. V lifeu že nisem imel punce, ki bi onda. Vidiš? Ja. Ja, tvoja bivša darjevljanska ima majhne jožke. Ampak vse so bile vibe mi nekako, ful bolj ko vizualno. Ma ne, jaz ne da imam kinga, ok, meni je samo jako, ko ima punc kakšen hud lingerie. To je meni seksi videti. Tako da je hud lingerie, to je jako. V glavnem zdaj dovolj o meni, ki me je malo sram, no. Ta moja kolegica je delila en zelo zanimiv king. Je rekla, moja kolegica, ko pač opravi delo s fantom, ga prosi, da izlije v lonček. Čuden pogovor. Ampak, veste zakaj? Zakaj? On mora to zliti v lonček. Zakaj? Da je ona ima pol to spravljeno. Kaj se mrzne? Ampak zakaj mislite, da ima ona to spravljeno? Ne vem, če hočem vedeti. Da vem, zapor. Ne, ugibajte malo. Opcija je, da ima za neko kremo za obraz. Hej, Jaz upam, da ne bo za to, da se pije, pa da ne za to. To je pa še najmanj. zato ker uporablja kot začimbo pri hrani. Specialitete kuhanja z moškim izlivom, to prav obstaja, to je nek fetiš. In ta kolegica mi je pravila, je našla za rojstni dan knjigo. Kumina. Je našla res kuharsko knjigo, Cooking with Simon, neka fora. Recepti, polna knjiga, kako začiniti škrbico. Ne moraš tako delati, ne moraš. Ja, pač. Jaz sem velik sofic za like podcast. To mi je bilo res ono tako, wow, to pač. Ampak, okej, bi provali. Tvojo? Da ti naredi, evo, tvoja punca ti naredi cupcake s tvojo... Ne bi probal biti na svojih krajst. Po mojem tukaj je lahko kar travma v odnosu. Honestly, jaz bi proval. Je to best. No, pa je tvoj kink, ja. Pa to ni da je, veš, Tvoj kink je, da ješ svojo lastno spermo. Ne, nova novodobna verzija. no mislim, ki lej. Narcis with extra zdaj. Ja, vid ekstra stavlja. Ne, zdaj pač da ti svoje narediš tako in Dobro, naslednja tema. to je malo gej. Ampak da je v cupcakeu, Je super gej. to ni toliko, v glavnem. Prvo je samo sik, drugo je pa... Cupcake.
Dobro. Ja, v glavnem. In kako si začeli? Ja. Zdaj malo vode dati. Ne, kredi, ok, super. Ti pa bi zdaj se rekel, da nimaš takih čustev. Ne, če bi klik izpostavljal. Ne vem, to kot sem rekel, meni je vse seksi, če mi je lepo ženska. Nimam nobenih, ko bi rekel, specifičnih, ampak imam pa specifičen okus. V glavnem, kje ste, kako si se našli? Ne bomo predstavljati, ja, preslikati. Veš kaj, mi smo, 5 let smo na sceni, imeli smo letos od 5. rojstni dan v Čarni, tako da... Kdaj pa? Marca smo imeli, Kako lepo? Razprodano že od januarja bilo. Ok, flex. Ja, Marek flex. Ja, Marek flex. Zdaj pa v bistvu smo tekom pomladno rojstno dnevne ture zdaj. V bistvu smo potovimo v Sloveniji in koncentriramo, včeraj smo bili v vaši Izoli, je bilo dober. Tako da zdaj palimo še na Uradovljico po Škofjo Loko, pa se pa začnejo poletni špili, tako da to pa tudi Poljakov. Ampak mi smo v bistvu že 5 let skupaj, spoznali smo se na gimnaziji Žerilne, tam smo pač... Želimje. A veš, kaj je to zraven Škofjeljca? Želimje. Želimje. Kot žemljica, Želimje. Želimje, okej. Ne vem, ampak ja. To je pač krščanska gimnazija, ne smemo letem, ja. In tam smo se spoznali in potem smo prišli v Ljubljano in smo v bistvu ugotovili, da nam mogoče druge vrednote več pomenijo, ampak na nek način smo odnesli pa sabo nek ta čudaški vibe. Mi smo bili v domu, v internatu si 4, oziroma 3 od 4. Tako da to je tako, predstavljali si 30 tipov nagužvanih na 50 kvadratnih metrov. Sigurno pride do kakšnih fetišov, ne? No, absolutno ni osebnega prostora in se navadiš na to. Jaz sem gotov, da v 4. letniku smo nekako vsem bilo to obično, da si pač, če je bilo 5 tipov nagužvanih na pojsla, pa so se objemali med sabo, kako veš, čist si tako, rada ti čist obično to, da ni osebnega prostora. In pa sem videl, ko sem prišel iz Želimlj, ko sem s kakšnimi frendi, ki niso bili na Želimljah, pač tako bil ful tači, ne, so bili tako pa sem skorej, ok, sem to navajen, da je to normalno. Ja, pač ta friend love in to. Ja, tako, ljubo med boys, tudi fizično. In dejansko se mi zdi, da nas je ta izkušnja naredila v bistvu nekako dosti edinstvene, tako da mogoče smo tudi donesli s sabo v muziko, bi si uporeči. Ok, kaj pa je bilo pobuda za začetek tega? V bistvu je bila eno tekmovanje strgana struna, je na Želimljah in smo to šli vsako leto. Ampak nismo bili takrat še v tej zasebni, kot smo danes, tudi ne zares ta band, ampak to je bil nek temelj za to, da smo po 2019 se prijavili na Škisolov. To je to, kar se išče bende za Škisolov, mlade, in smo dobili največ lajkov in potem smo šli na neko to kvalifikacije. In je so na 40 kaj zobali, ampak smo mi zmagali na konci, smo špili na Škisovi, tam nas je videl Štras, recimo, pa Joe Krauti. In potem smo malo se pokonektali in potem smo pač začeli. Vem, to je prav filmsko, dajmo narediti band, da gremo na tekmovanje. Tako, ja, prav filmsko. Okay. Pa hitro se je začelo rolati, pa je tako korona, tako da je pa malo pauza, pa spet dalje. Pa se mi zdi, da kar konstantno rastemo, ampak nikoli pa ni tako Organsko. In to je the best, ker če ne nisi redi, veš. Ja. Lepo stedi, gradište, čvrsto. Tako. Ok. Kje ste imeli kaj najlepše špile? Cvetka je bila ful lepa, Šiška je bila isto ful lepa, ki ima Šiška lani. Ste razprodali? Ja. Dejmo, kaj še vprašanje? Ko me res gleda. Drugače pa, meni so v bistvu te špili izven Ljubljane, ker so tudi obarvani drugače top. Ne toliko po ljudeh, če si iskreno, ste dosti skrbeni. Ne, ampak v smislu ljudje na obali, pa na koncertih so ful hladni, težje jih je premakniti. Včeraj recimo sem... Veš, kaj je odvisno do nastopa, ne? Da sem prav Ne, moram samo tem, da dejansko včeraj bil top špil, ampak jaz grem med koncertom tudi z mikrofonom, ker se sprehajam. so vsi bili tiho. Zadnji, ne. So si kaj dotle dali? Ampak tam zadnji, ki so oni proper prebivalci Izole, so bili tako, kratko sem imel tako da mikrofon, malo sem plesal z njimi, oni so bili samo tako, prosim predstavljam, če govorim. In tako malo moraš, težje jih je ogretno. Na Štajerskem ali pa Dolenjskem, to je malo Tam vas mogoče malo poznajo, ne? Verjetno pride ljudje, ki vas
razpoznajo, da tam so pa prišli kakšni, ki vas ne spremljajo tako verjetno kot kakšen kino šiš, pa ne. Sem že ful slišal, folk atlet, ko Obala, People so malo bolj close. Ne, to je stvar, to tudi delijo mnenje, recimo Murphy ali pa ne vem, Gregor Weiss, naš producent, je rekel, da je to ful stvar, da pač z vsemi bendi, ki je bil, da Obala je pač tako, ti pejejo respekt, se sam na ful bil tak, a veš, ne, pa bi mislil, da je glih obratno, ne, bi mislil, da ljudje morajo ful plešajo, a ne plešajo, za ful namen so lipovi bogi. Pa ne, v Kranji pa ful plešajo, ker bi pa mislil, da glih tam pa so tako. Zanimivo. Ti bi rekel, da si tak zaprt, zagranjen? Veste, hodim dosti na koncerte, iskreno. Ker si na koncertu, a si tako nagradencaš? A si bil na me? Čekaj, da razmišljam, kdaj sem bil na koncertu nazadnje. Nazadnje sem bil na koncertu od... Mislim, jaz sem itak, veš kaj, velik sem in tudi če to čudno. Raje sem bolj tako, veš, da z nogami malo, ne? Tak stejke, ne? Ampak nisem nek dance guy. Pa jaz bi si tebe predstavljal tako nek sam bi drugač, ali? Pa tako malo v tej zamumo, ne? Ja, ampak ti si, ne, si guy, ne. No, meni je zavajbat, Ja. da ga zavajbam, ampak jaz ne štekam koncertov. Res ne? Ne štekam. Dajmo to zdaj, dajmo to. Ne štekam Dajmo jih to, koncertov. zakaj ne štekaš koncert? Ne štekam. Kaj, a zakaj je to dobro? Ne, tako, ni da imam proti koncertu, samo tako. Ne, za to, zakaj je folku dobro biti na koncertu, od tega ne štekaš, ali kaj ne štekaš? Jaz nazadnje sem šel na koncert na Imagine Dragons Okej? v Puli. Meni ste prišli. Ja, meni je bilo to jako, ker sem se pač prešvercal not. Ja. Še takrat mi je upal, ne imela karte, jaz sem naredil, bi prijatelj tebi in kolegico, pač bom zafural, ne, in bolj vas poberem, grem isto čas izletu v Pulo. Jaz sem obdelal celo Pulo, koncert začel, sem rekel, kaj to mi je boring, grem še jaz na koncert. Ja. In sem se prešvercal not. To, Ampak to mi je bilo, Kako si se prišvercal? pač ograja je bila slabo postavljena na enem pločniku, tako dol in tle je bila luknja, in samo Nice, je briga. in ono mi je bilo zanimivo, ker so tako nek worldwide band, poznam njihovih, moram reči, 15 let, 20, koliko so na sceni. Je bilo vibe slišati, ampak tako hudo mi je bilo, ker je bilo džabe. Zdaj tako, dati 100 € za koncert in bilo tako čudno mi je, ker pač ne bom znal, kaj si lahko malo dance, če ne pač huda muzika, pač ne muziko, spremljaš muziko. Stari moj, jaz ne čist podpišem, ampak ti si zdaj dal primer butastih Imagine Dragonsov za 100 €, kar jaz v life ne bi dal. Ampak ti imaš v Sloveniji bende za 15 € recimo, kjer tudi me gre na kurac to, da bi dal 100 € za en špil, pa pol niti ne vidim pevca. A veš? Lahko dam pa 15 € za Murphyje, pa dobesedno če hoče gremo v prvo vrsto, pa se gleda na živali v tem štrasu. Na ta način, jaz obožujem koncerte, ampak meni so koncerti v Sloveniji stokrat jače, kakor pa to, da bi šel v Pulo ali pa v Milano na neke štadionski špili so razsodni, ampak neke te bolj variante do Jurija Folka, to mi je pa tako dobro. Ker pač To bom rekel, lahko se začutiš z človekom na odru, veš kaj mislim. to nazadnje sem bil, če poznaš mogoče Zevin. Ja, znam. No, ona je imela v... Gana Hala, kje dol. Ja. Kako se tam reče? Na Metalkovi? Ja. Njo mi je bilo hudo videti, da je bilo tako kompakt, plus unik koncert je bil meni jak, ki je še poznam. Ja. Je kolegica. Ja, ok. In uno mi je bilo vajno, vse komade vaj, to greš zdaj in uno ponosen. Ampak tako da grem na neke artiste, mi je... Čeprav to je spet, če ti nekdo nekoga ful poslušaš, se poistovetiš z njim, ti ni pa težko da ste, veš. Če ni da je težko, ne samo lej, bil sem na Jokerih in moja takračna punca, njena sestra pač ni hotela iti, je rekla, da je leti z mano. Smo bili v zadnji fucking vrsti, v stolnicah. Tam pa je nekje tako dol je bil Bojan, nekdo je neki pel in tam je bil. No, se tudi pravim, jaz stari, včeraj sem imel pa lepo šanso, da bi prišel, včeraj bi bil lahko ti v prvi vrsti, lahko bi se lučkala v prvi vrsti včeraj to besedno in si zajebal in si prišel še enega butast big band. Daj mi. Daj šanso tem intimnim koncertom, ker bojo naslednjič kakšen slovenski blood band tukaj, pa ka veš, da bo Max 200 volka, probaj to pa da vidiš, če ti zavajbajo. Ker te štadionske špili, jaz mislim, a ti si fan teh štadionskih špilov, kaj? No, jaz sem bil na Red Hot Chili Peppers, jih spomnim. Ampak to že nekaj let nazaj in je bil glednik, tako res nisi videl nič. Jaz sem bil dašen, ampak je pa vibe, ne? Mislim, to, ko je ful ljudi na kupu, si naredil. No, to je edina dobra fora. Ambienti pa so lepi. Da so ljudje, v bistvu, ja, tisti, ki naredijo vibe. Ja. Mislim, meni je bolj to tak nek form of entertainment,
ki naprimer ni zame. Jaz naprimer štekam, da greš ti gledat komika, velikega, malega, 1 uro se mu smejati. On je na odru, ti sediš, ta entertainment štekam. Film štekam, sem v sedu, gledam si entertainment. Koncert je entertainment, tega ne štekam. Veš, čisto pa jaz ne štekam. Absolutno nikoli ne hodim. Klubovi. Ja, To, da greš v K4 pa tam dansaš na ring, to pa jaz ne štekam. Zato, ker mi je pa tako, jaz pa glih to, rabim live, pa rabim, da se nekaj dogaja, pa da ni repetitivno preveč. Tako da jaz absolutno ne hodim v K4, v Zorico, v cirkus, še nisem videl v življenju. najbolj vibe so meni taki ambienti, tip Karnaval, Road. Nekje, da se lahko usedeš onaj, če je live band biro kakšen da performa, da še vedno lahko jaz sem član in klepetamo smo na drinku in pa fagli ko sudar in tako. Če greš za vibe, če ne to, da se umakne, ki v klubih samo 24/7 Štekam, ja. in koncerti so meni to isto. Greš na koncerti in dokler špilajo si tam. Je itak, ja. In to mi je samo malo tako. Ja, včeraj, spet, ne. Včeraj je bilo, ki sem imel za ston gola, še za ston gola bi imel. Jaz te bom zdaj zapisal, na drugem koncertu imam da se ližem malo. Bomo naslednjič navali, dolg mislijo če? Ne, našli bom kje v Škofji Loki, ali kje imaš te? Ja, ali prid v Škofjo Loki. Kje imaš? Zelo starimo. Jaz sem videl, drugače ste dali nov komad ven. Da, ja. In kakšen je odziv? Ja, odziv je super, se mi zdi, da ljudje, včeraj so že zelo peli z nami, tako da to je top pri naših fanih, ki znajo takoj besedilo. Ampak zdaj v bistvu nekako gruntamo, kaj bo tretja plata, v katero smer bomo zavili. Naš producent Gregor Bajec, ki je isto iz Izole, je rekel pač, da se bomo zdaj počasi zaprli v nek studio in malo raziskovali neke čudne sinte, neke naklikane bobne, ritem mašine, ne vem kaj, skratka. Spet bomo šli čez nek proces samo iskanja, da najdemo nek nov sound, ker se mi pa zdi, da na sceni se moraš pa skozi nekako, pa ne čisto zaradi scene, zaradi sebe, se moraš skozi spreminjati pa inovirati, ker če ne tako hitro zastagniraš, pa tudi rataš dolgočasen folku. Če bi mi posneli še en čutveni vrtiljak, to, kar smo zdaj posneli po planto, bi pač folk bi že tako, more of the same, ja, pač ko. In kao misliš, ja, hočemo še teh komadov, ne hočete še teh komadov, hočete nekaj novega, hočete, da je nekaj, kar je iskreno nam. To, kar smo mi napisali, smo bili stari 22 let, zdaj smo stari 24, drugačne stvari se dogajajo. Jaz sem recimo v stabilnem razmerju, pišem besedila, ne morem zdaj pač pisem, pač je drugačen mind process. Drugi si človek. Drugi človek sem, druge stvari me zanimajo, druge stvari hočem raziskovati, besedilno recimo. Tako da plan je, da bo nova muzika pač drugačna, srce je pa recimo še deloma podobno temu, kar je bilo, malo je pa že napovednik naslednjih stvari, tako da je tranzicijska pesem. Tranzicijska pesem. Tako je. Komade pišeš ti večinoma? Ja, besedilamo. Besedila. Melodijo pa skupaj malo rečemo. Kako to izgleda tvoj proces kreativni? Ful odlično, ful različno. Včasih je to, da smo dobro pijani, pa sam džemamo, pa si izmišljujemo stvari. Ampak ti po kaj? Ti po zemlji bo tam neki trn ti, jaz sem ti, sva bila in kaj začneš. Ja, ampak pač probaš iti, a veš, glih to, probaš iti ven iz teh običnih, da nisi tako ti si moja ljubezen, nisem trezen, ko sem s tabo, nisem za nobeno rabo, ko te gledam, čutim tvoj pogled in vem, da to je kar nekaj, ne, probaš iti do nekaj čudnega, ne. Greš v bolj čudno stvar, probaš tako, sam neka ideja mora biti, recimo, da sva jaz, pa Blaška, ampak da sva full propala v lifeu in sva čist, ne vem, sva špikava s heroinom in sva pač po nekim mostu. In pa si tako, ti si moj najljubši propad, s tabo grem, konca v dno, V bistvu si narediš nek scenarij? Narediš si nek scenarij in pol zdaj nekaj pišeš, ampak na kurec mi gre to, da folk ustraja pri tem, da hoče biti nekonflikten glede besedil in pol dobiš to kvanidijasta besedila pri big bandih, še bolj pa itak cela tako radio ena scena, ne. Ker to pač dolgo predstavi. Nočem še enega besedila slišati o tem, kako te beba spominja na sončni zahod, pa greš da skupaj do konca. Na kaj tebe spominja beba? Moja beba? Na heroin? Na Mavrico, bi jaz rekel. Če ti govoriš o Mavrici, jaz imam eno vprašanje za te. Komad Marija, ne, in nekje vmes rečeš oprosti za mojo rožnato dušo. Kaj je to pomeni? Ta del me je res zanimal, to sem tako to vprašal. Marija je top komad iz tega vidika, da vibajo in
člani LGBT skupnosti in kristijani na isti komad. Torej, to je bilo tebi point, da si nekako združil dva pola. Meni je bil mal point. Nisem čisto iz prve s tem mislom malo več nadušal, da je mišljeno v tem smislu, ampak je totalno v tem smislu. To mi je bilo dobro, ker je moja mami, ker je pač tradicionalna krščanska ženska, taka čudovita, ljubeča, ampak še vedno krščanska ženska, pa z nekimi vrednotami na čelu. Je slišala Marijo, pa je rekla, super, ste pa napisali en komad tudi za Boha. Meni je oni komad ful dobro, pač jaz ga pojem fulkrat. Ampak veš, isti dan mi je pa napisala ena beba, ki je bila pač v krščanskih krogih vzgojena, ampak je bila pač lezbika in zaradi tega pač je se soočala itek s ful enega pritiska pa hejta, In je tako, hvala, da si napisal nek komad. Ta komad je perfekten v bistvu. Ja, ker je tako kao, pač, moram pač si priznati svoje strasti, pa svoje potrebe, pa svoj način, kako čutim, kljub temu, da me neke institucije, neki lažni preroki pač probajo držati v trengu dol, pa me nekako zanikati to, kar sem. In je Marija top, ker združuje v bistvu in ljudi, ki hočejo v tem komadu iskati vero in ljudi, ki hočejo v tem komadu iskati to, da v kontekstu vere probaš, ali pa neke krščanske strukture probaš pač breakat out, pa biti resnično ti s svojimi strastmi, pa željami, pa vrednotami. To si lepo povedal, ampak to sem te prav hotel vprašati, ker me je res zanimalo, kaj si tle hotel povedati. Kakšne pa vrednote hočeš imeti? Mislim, kot razumem, ti si veren. Ne. A nisi veren? Ne, nisem. Samo si v bistvu... V tem kontekstu vzgojen. V tem kontekstu vzgojen, torej si pol... Bil sem veren do 18. leta, pa sem pa rad agnostik. Zakaj pa recimo? Kaj to pomeni? Agnostik. Ne, recimo ateist je tisti, ki pač je 100% v to, da pač Boga ni. Jaz pa, mogoče zato, ker smo to Plato nabrali v 4. letniku pri filozofiji, mi je pač ta klišejsko, ampak vem, da nič ne vem, bi se mi zdelo od mene pretenciozno pa preveč samozavestno, da bi rekel, da nekaj ni ali pa da nekaj je. Agnosticizem je pa v bistvu to, da si priznaš, da ne veš in da pač ne veš, kaj je. Se pravi, da ne verjameš, pa ne da verjameš, ampak da samo sprejmeš, da si neveden glede posmrtnega življenja. Do tega sem pa prišel čisto v smislu, pač, da sem videl, da je pač da veliko gaslighter v to, da ni dokazal, moraš sam verovati v to, da pač, to se reče vera, ni vedenje, je vera. Mi je v bistvu veliko gaslighterja bilo tudi v naši vzgoji, te salezijanci, ki so bili v tem domu želimarskem, so nas malo pač v bistvu, z neko strukturo svetega pisma pa krščanstva sem z gaslighterjem v to, da kadarkoli najdeš dober argument, zakaj je to mogoče ni zares, ne pa bullshit, ti moraš samo prevoditi, tvoja vera je preizkušnja. Ja, to je pola Vse se da zelo lepo zapakirati pol vse, ne? Vidite, vse se da. Dober marketing ima krščanska vera, To je to, star, dober marketing, dober PR, vidiš, če imaš še najbolj pizda. Več kot milijarda jih je, 2 milijarda, tako da očitno. Kaj bi pa rekel, recimo, da ti je najbolj pomagalo v življenju, recimo iz tega dela življenja? Kakšne vrednote? Do 18. leta. Kaj si potegnil iz tega, ker si bil 18 let, verjetno kar v... Mislim, ki uči za reči lepe stvari, veš? Načeloma. Me rad vse, da... Točno tako. Sama vera pa Jezus se mi zdi, da imajo ful kulske vrednote, ampak mislim, pol je problem, kako jih interpretirajo ljudje, In recimo v osnovki se mi zdi, da tudi nek naš župnik je ful sovraštvo dal vame, veš tako. Islamisti bojo islamizirali Evropo, LGBT indoktrinacija, uničila krščanske vrednote. Hard župnike smo. Ta ihanski župnik iz Ihana, Andrej Foznič, tudi kar live shoutout, kreten shoutout, je pač dobesedno tako, mislim, ker ko on razlaga v cerkvi, je pač, imaš feeling, da Hitlerja poslušaš, veš, kaj je karizmatičen, ampak ful sovražen, In je tako, morate vedeti, da islamisti bojo Evropo indoktrinirali, LGBT indoktrinacija, kulturni marksizem. Pa vidiš, imaš take like, ki pač dajo črno luč. Točno tako, Preveram, če pač mimo vsi radi. No, vse to sem hotel reči. Želim me, v bistvu, pač imam svoje napake, ampak so v bistvu ful lep primer tega, da so pa v bistvu ful vzgajali v nekih teh pozitivnih vrednotah. Ljubezen, sprejemanje, spodbujanje. In mi smo imeli v bistvu ful močno podporno skupino znotraj Želima, ker so pač vsi ljudje bili ful tej vrednoti tega, dajmo se podpirati med sabo. Če ima nekdo nek talent, dajmo ga podpreti. In to je pa ful lepo. Tako da
To bi rekel, da so te vrednote, ker ne sam jaz, vse v band, vsi 4 res želimo to posrkati. V glavnem, sigurno se sprašujete, zakaj se nas zdaj tako dobro sliši. Zato, ker zdaj smo se spomnili snemati audio. Predtem ste poslušali audio od kamere. Tako da malo smo bučko. Ti se zgodi, good vibes, life je lep. Gremo dalje, ne? Točno tako, stari, jebe zvok, stari. Tudi če ga ne bilo. Smo to klepi, da lahko sam kamero gledamo, pa je to. Amen. Jaz moram ti še javno reči, to sem ti že rekel, hvala za komad Mislim na te. Sem ga full relatal, ko sem končal s Pupo, tako da... To sem že shout na podcastu, unik komad je bil fucking banger, stari. Top shit, stari. Tako, full se je čutilo tvoje emocije notri. Hvala, cenim full. Full, ni bilo odpeto, ni bilo prav tako interpretirano. Ja, prav. Kapo fucking dol, stari. Top shit. Ampak, a si bil bolj žalosten, ko si ta komad poslušal, ali si bil bolj tako, si reflektiral? Ti pravim, to sem ti rekel. Da ti ni še bolj zadepresiral, veš kaj mislim? Ne, mi je bilo tako, mi se štekamo. Mi se fucking štekamo, stari. Full lepo. Tako da, full nice. Ma zdaj že kakšne idejce za te nove? Ja, se to, kar sem rekel, ne, zdaj sem tako imam dobro bejbo, dobre frende, v redu life, nič se mi ful tazga dramatičnega ne dogaja, tako da imam prav malo krizo, o čem pisati, ne. Očitno sem tak kreten, da lahko pišem sam, če je neki full bad, ne, tako da mora neki se mora zgoditi. Ma jaz zdaj to podpiram, evo, malo sebično, ampak jaz sem zdaj v good vibe momentu v life, tako da kar šopajte, da lahko relatamo na good vibe. Kako ste lahko vidite good vibe momenti? Kaj to pomeni? Jaz ne razumem. Kaj je to good vibe? Ker life je fucking lep, Jure. Povej mi, kaj ni lepega. Ne, samo malo. Povej mi, kaj ni lepega. Vidite, ste lahko good vibe, ne? Jure, kaj ti manjka? Ne, imaš lepo srajco, imaš lepo brado, lepe lase, goste, lej. Čakajte, počasi. Lepo višino. Lepo višino. Kako postaneš boljši, če si v feel good vibe-u? Ker dejansko rezoniraš s svetom in dobivaš dobro nazaj. Okay. To je ena stvar, druga stvar je pa, če si v good vibe-u, pomeni, da si sproščen s sabo, dosti sproščen, da si priznaš svoje napake in si lahko ful bolj samoreflektiven. Če si zadepresiran, ti bo ful hitrej, boš še rado defenziven, če bo nekdo rekel, to pa ima bedno pri tebi, ta del osebnosti. Boš rekel, ne pa niti kriterien. Če boš pa v good vibe-u, pa bo nekdo rekel, car moj, ti mogoče kdaj si preveč, ne vem, se zajebavaš iz tega človeka. In si tako, fuck, da sem v good vibe-u, tako da sem sprejemajoč za kritiko in bom probal biti boljši človek zaradi tega. Tako gledate good vibe? Jaz mislim, da večino ful dobri, ljudje, ki so najbolj dobri, kar jih poznam tako po srcu, so srečni ljudje ponavadi. Redko je nekdo ful tako zadepresiran, pač tako, se zgodi tudi. Plus, veš kaj je, ful vidiš, saj jaz opažam, koliko vpliva imaš lahko s tem na druge ljudi. To je tudi okrog res, sebe. Pač da ti priješ v prostor in so vsi depresivani, ti si good vibe, pač eden bo sigurno ratal še malo bolj, eden pa totalno good vibe. En pa mogoče še vedno bo ostal malo depresiran, ampak bo bil, le so vsi good vibe, da bom še vsaj proval. Se ni samo good vibe in depresija na spektru tle, ne? Ne pravim depresija bolj pač pravim tako žalostni, veš ono, ne vem, pač tako veš slab dan ali neki. Ja, mislim, tako, se mi zdi, da je tudi tle, če imaš možnost biti v good vibe, veš, eni ljudje pač imajo neke mentalne bolezni in probleme in pač nimajo niti tega privilegija, da... To je privilegij, da si lahko good vibe. Ker jaz vidim pri sebi, da je pri meni bolj stvar odločitve, kot ni tako, da sem... Moji možgani so dosti zdravi, jaz glede tega, pa sem dosti privilegiran, da nimam toliko travm, da pač se lahko odločim, da bom boljše volil. To je, mislim, neki dosti ljudi, tu jaz na začetku tega nisem dojel, ne? Recimo neki ljudje, ki imajo mentalne probleme, ne morejo tako, ko mi reči stop. Absolutno, ja. Bom postal zdaj to. Tako, ker mi imamo res slabe volje, ampak je tako. Ker imamo mi pa, jaz sem to opazil, predvsem smo res to moč, ono samo, ok, dobro, stop. In greš v drugo smer, ne, ampak tebi se zdi, da je to normalno, ampak ni. Ne. To je sreča, da bi se to je sreča, to je privilegij, absolutno. Prej, ki ste govorili o komadih, recimo, ko si slabe volje, kaj je boljše poslušati žalosten komad? Ali komad, ki to dela srečnega? Ker jaz, ko sem žalosten, raje poslušam žalosten komad, kao ono, samo polovno se počutim malo čudno. Ti pa poslušam žalosten komad in sem malo dobro, kaj zdaj si kao žalosten. Ne se počutiš prijet. Ja, tako je. Ali pa pač daš validacijo tem čustvom, pa si tako, dajmo zdaj predelati, veš kaj mislim. Po moje, da je boljš, ker če si žalosten, je nek vzrok te žalosti, verjetno. In je
pol, kaj, lahko potlačaš to z nekim Pharrellom, ali kaj se jim že okrati, tako, mi bomo celo noč plesali. In pa so Se ne moreš poslušati veselega komada, ko si žalosten. Po mojem meni se zdi ful bož, da pač, če si ful žalosten, če si na robu souls, si daš še neko, pač Billie Eilish, pa greš do konca, pa greš pač, predelaš nekaj, a ne? Čeprav jaz nisem nikoli še... Ampak veš kaj, sem veliko včeraj videl en dober quote, predelaš lahko samo tista čustva, ki jih čutiš. Kaj pa to pomeni, jaz ne razumem tega stavka. Da samo ne smeš potlačiti, ne? Ko čutiš, da si žalosten, Ja, ko si razumem. dovoliš, da si žalosten, takrat lahko to ščistiš, Točno tako. takrat lahko se tega vsega. No evo, se pravi odgovor, ko si žalosten, poslušaš žalostne komade. Kaj ti si že končal s punco, kakšno? Tako, verjetno si V imel že kakšno življenju, punco, ja, ne? Si že. Sem že v življenju. Kako si to predelal, evo, recimo? Ja, na toksičen način s komadi, ne? I guess, ne? To je tvoj outlet, da so ti to zdravi, ne? To je, I guess, the outlet, ja. Ne vem, se ne vem, kaj je prava stvar, a je boljš pač, a je sploh zdravo to, da jaz dajem na splošno ven stvari o svoji osebnosti, a ne? Pa Taylor Swift. Ja, ker ne vem, mislim, itak da je verjetno to bolj posledica tega, da ne vem, sem attention whore, pa da rabim pozornost, da je to tudi del tega, ne. To je normalno. Ampak po drugi strani, ja veš, stari mi pa tudi ful pomen, ker recimo si ti rekel to, pa kdo reče, ne, da neki daš en intimen del sebe ven, karkoli že to je, o čemerkoli, ne bo to smrti, o breakupu, karkoli že, o veri. In pol nekdo pač reče, ful sem relatala s tem, ful mi je pomagal, da vem, da pač nekdo še tako. Jaz to nikoli nisem štekal, koliko folka, ne vem, ta Taylor Swift in vse tako pravi, oj bog, pač ona me šteka. In jaz sem tako, na ene komade, kot ti praviš, ko si žalosten, pač nek set komad in sem ja, okej, zdaj smo sed, ampak tvoj komad je bil prvi fucking komad, ki je bil besedo za besedo, to je moja situacija. To je fucking moja situacija. Jaz sem se mogel verjeti, ko te lahko nekdo skine. In to je bilo res ono, wow. Veste, kaj sem tu jaz opazil? Jaz sem opazil, da meni dosti krat bolj zadane v dušo tuj klasika neka. Še bolj, ki pol še bolj si lahko predstavljaš nekaj svojega. Razumem, Da kaj ni misliš. druge interpretacije. Ja, ampak da samo z notami une neke emocije da ti samo potegne vibe. ven. Ja, to sem že enkrat rekel, se mi to, zdi. Ampak ja, to se prav spomnim, ko sem jaz šel čez break-up, jaz sem po narednih 60,000 kilometrov. S čim? Peš. Resno? Jaz sem mogel ful hoditi, jaz sem bil vsak dan že učen in sem pač mogel hoditi. dosta. To je bil moj. Recimo, jaz Dobro, znači ful boljši, kot pa to, ker jaz sem bil sam ful v pojsli, pa se mi zdi, da je to ful bolj To je nezdravo. to še bolj te, ja. Ja, to je 100% ful bolj jače, to, ker si bil ti si še sam ful mišic dobil, pa Odhoje, ja. bila tvoja bivša še ful bolj ljubosumna, pa ker si ima najjače noge. Fuck, ko je veš, ko šiša. zdaj tip hodi, ne. Ko je šiša. Se ti vhodi. Ne, res sem ful hodil, to je bilo pa... Ja. In ono po noči tako, ono kaj, veš, sem bil ful, kao, veš, ono, Poslušal, kaj je Beethoven. Rufus du Sol. Ja, kjer je tvoj top artist iz Top artist. klasične glasbe? Meni je bil oni, kako je že, Evinaldi, Ludviko, nekaj takega je. Fok, to pa ne In, poznam. ampak je ta moderna klasika bolj, ni ona starinska štekam, klasika. In ti bom dal za poslušati, boš slišal. Cool, Tako, best. zanimivi so. Kamenga Vivaldi dost banger, recimo. Da. Jaz po mojem, da to, kaj, 4-letne čase. Vivaldi razbenga, Vivaldi 4-letni razbenga, čas, sad. štekaš. Turn it up. Ampak ne, boš dal za poslušati, ja, ker drugače med izpitnim jaz ne morem poslušati besedilne glasbe, Ja, in to ne. ker se uči za izpite, ampak ful mi pa sede nekaj poslušati, da mi ni, ker če ne mi je ful duhomorno, a ne? In potem si dam velikrat klasično glasbo ali pa klasično kitaro na slušalke in medtem, ko se učim. Ti moraš zaposliti malo. Ja, Čeprav, jaz imam vedno ta problem, ko imam preveč svobode v življenju, jaz pa vedno nekaj zraven moram delati. Ker dosti krat si rečemo, no, dej, te slušalke iz ušes in fucking delaj, kar imaš za delati. Ker To sem tudi že gotovil, kot da si damo to, da se malo zamotimo. ja, ne, da se še bolj entertainamo, ker rabim 4 stimulacije, Ja, da sem ja, jaz zadovoljen. absolutno, ja. Stari, razumeš? Točno, Namesto Dva da- dni sem šel nazaj v trgovino, sem prav bil, ne, vzami slušalko. Ja, pred dej- trgovino kupi dej- krog in dej pojdi si domov. mir, ja, pač. ja. to res ne morem, ja, fakt, sej grozen sem, pa zavem se tega, pa totalno imaš prav, ja. To tudi se mi Ne zdi, moreš. malo ti pobere nekega fokusa. Ne? Predstavljaj si, da bi bil na troli in ne gledal na telefon in ne poslušal muzike, ampak sam bil tako 20 minut na troli. Prav, to je po mojem moj 9. pek v tej Dantijovi. Veste, kaj sem jaz dobil enkrat na troli? To se prav spomnim. Dobil sem fucking gune, gliste.
Ne, res. Stari, ja. Mislim, da so dobil gliste na troli v Ljubljani enkrat, stari, ja. Kaj pa to pomeni? Gliste? Gliste. Mislim, a to je... Ja. Ja, sam kako to dobi... A veš, kaj mislim? Folk si ne pere roki, na nekako rokah sem si jaz bil. gledal na avtobusu, sem kaj si ampak jaz sem samo na avtobusu bil, spomnim takrat tako in sem dobil gliste na avtobusu. Fuck. No se spomnim, ja. A veš, da... ful je umazan avtobus. Ful si kot risanko predstavljam, ker rečeš gliste, si predstavljam neke take čovče. Sej so črvički. Ampak so ful mehni. Ja, Jaz si predstavljam škifa take je. dost velike, tako. Tako ful let nazaj sem kdo dobi gliste, stari? Ja. Krasti. To poveš še malo o meni, da si nisem dovolj prav roke. Ne, ma ne, ja, folk na avtobusih, pa se res ne razmišljaš. Stari, veš, ki vsi tikajo na iste gumbe. Itak. Pa zih je pač kdo, ki si ni umil rok po kakanju, lulanju in kakanju in se pač dotakne tega. Ja. Jaz full judgeam tipe na javnih vecejih, ko fucking vidim zraven mene ščije ali pa gre iz unega kubikala ven, odpre vodo, naredi tako in gre ven. Kaj si zdaj s tem naredil? Zdaj imaš mokre pokakane roke in to je to. Pač to je to, dej peri si fucking roke, stari. Tiča unega primu in samo šel ven in odpre edino kljuko na vrata in bolje se ono gledam. Ma baš, stari. Čeprav jaz... Tlele imam en amandma, če je ful v sranvici Ja. in greš samo lulat in se dotakneš samo Svojega svojega lulija tiča. in to je to, samo dotaknjene samo tvoj luli, ostalo se probaš malo tako z komovci Ja. prebijati. Meni je bolj nagražno včasih se dotikati v res ugadnih vecejih, pač že umivalnika, pa pipe, pa karkoli, pa tistega papirja, ki tudi ne veš, kje je bil, a ne zraven. Kukor pa, in tako, včasih, če je ful ogabno, pa če grem samo lulat, se dotaknem sem svojega lulija, dam nazaj v hlače lulija, grem s komovci ven in pa pač pridem ven. Se tudi nisem neko OCD freak, tako da pač whatever, ampak sam tako, se mi zdi, da včasih, če gledamo, kaj je optimalno glede bakterij, je včasih mogoče celo boljše, da si ne umiješ rok. Mene motijo samo tiste kljuke, ki jih vsi taknejo. Pol, veš, si opereš roke in pol vsi taknejo isto kljuko. Sej to stari. In veš, da se eni si ne operajo. Valjda, da ne. Sej to. In ga gledaš, kako pač si ga spusti Ja. in prime. In kaj znači, mu je kaj poštrcalo, veš, malo se je polulal. Ja, absolutno. Ja. Pa če je lulanje še ni tak problem, ampak če pa še kakanje zraven, tisto pa. Ja, imaš ti za na konec kakšno vprašanje za nas? Zakaj niste snemali? Audio. Ne, to pa res lahko relatam. Kdaj sta se najbolj tako spičkala ali pa skregala v kontekstu tega podcasta, ne nujno, ko sta snemala, ampak ko sta imela kakšno full kreativno razliko. Ampak tako, Meni gre on specifično včasih ful na živce, ampak veš zakaj? Zato ker jaz nočem iti preveč v nek ekstrem in nočem, da delamo vsi bife z ljudmi, ko ni treba. On pa bi delal bife z vsemi. Jaz sem mogel parkrat ustati in iti. Zato, ker je zabavno. Zato, ker jaz sem rekel pač, ali gre to notri, ali gre, mislim, greš daš to ven, ali grem ven. Zakaj? Ne, pač, ne, zdaj bomo o tem govorili. Zdaj bomo o tem govorili. Zato, ker tam se ne bomo šli. Ne, zato, ker, ne, veš, to on gre meni na kurac, lep primer. Zato, ker, Kako njega razpizdiš? Ne, zato, ker, to da je ven. Ja, zakaj? Zato, ker sem tako rekel. Pušti meni kurac, ker sem jaz tako rekel. Zato, ker sem jaz rekel, bo bilo notri. Fuck off, lepo razloži kot človek, zakaj hočeš, da to... Ne, nisi, to ne bo bilo notri. Pač to ne mora biti not. Ali daš ven, ali ne mora biti not, ali jaz grem. Ja, zakaj? Ne, čau, jaz grem. Ja, zakaj? Ne, čau, jaz grem. Off the record. Ti bom povedal, zakaj sem se skregali. Sploh ni bilo nič takega, stari. Sem vedel, da me noge zdaj zagnal tlele, pardon. Fuck off. Da smo se pa še skregali, da smo se pa tako skregali. Ne, smo se... Ali pa dajte raj pojati, ja, to lahko pojeste, ker gost vam je šel najbolj na kurac od vseh gostov. Na kurac. Verjetno, bomo to off the record. Jaz poštujem zdaj njega, ne? Jaz bi lahko rekel kot Selakovič, ki to je bil on-running joke. Ampak ne bom, ker on zdaj, ne boš delal bife. Selakovič, ja. V bistvu, jaz sem v svojih izkušnjah z neko meditacijo doživel. Shout-out, te imamo radi. Ma ne, kaj, vsi so dobri. Veš kaj, če si tle, si uradno član. Tako da imamo samo dobre ljudi tle. Točno tako. Ampak štekam pa, da če bi kdo prišel, ker se preveč resno jemlje sem, bi mogoče bil tako užaljen, lahko hiter. Da, si se počutil trenutke lahko užaljen. Ne, jaz niti malo, ampak tako predvidevam. Mislim, da jih znamo sprostiti. Ja, se sta taka sproščena fanta. Tam le jih malo napijemo, si videl zadaj, imamo celo kršeto. Točno tako. Tako da... Točno tako je. No, vidiš, več ljudi bi mogli biti, kot vidva, da bi plesali ljudje na obali, ko pridemo špilati, ne, pizda. Ja, jaz bi prišel na koncert, bi sigurno plesal, no, tam. No, super. Bi bil v prvi vrsti, še ki sem visok, tako,
da me vsi vidijo. Ja, ne, ti imaš ta problem, ja, ne, vidiš, mi da se lahko v prvi vrsti v izi. Ne, ma, vi se ne zavedate, 16-letnice, pa ni bistvene razlike. vi se ne zavedate, kako je to awkward lahko, res. Pač veliki ljudje, ki plešajo, pač ne. Ampak to res ima tako zaklenjen en del sveta. Ne, res, pač ne jebi more, ga, stari. pač je moralno nespremenljivo, da greš prvo vrsto na koncert. Realno. Prvo, in pol se počutiš, jaz se vedno tako, kakšen kilo se malo zdrsnem dol, ki mi je malo, veš, ni za mano, razumeš. Ampak to je lepo od tebe, da si pač To je res lepo od considerate. tebe. Ma ja, samo pol ne volim, ja, ma Ja, se ne moreš ti uživati, se ne kako moraš. pritožujem se realno. Pač. Ja, ej, težko tebi, ki si velik, stari. Težko tebi, ja. Ti pa imaš talent in ti pač si zabaven včasih. Tako, Ne, najlepši spomin, bom s tem zaključil, smo bili na enem sleepoverju. Ja. En kolega je ful osvajal eno kolegico, dede, pač ko lahko tako malo spim s tabo. In ona in ene dve so spali v eni malo večji postelji in za njega pač ni bilo placa, ne? Ja. In jaz sem tudi nekam mogel iti na kavč ali na tla, nekaj in so rekli, Rimanič, ti lahko priješ z nami, ki si tak majhen. Honestly, kompakten je bil dobro, kaš enkrat. Jaz se spomnim, ki smo bili na super. enem pool partiju in je bila ena punca više od Mateja Ja. in ga je tipo ubijala navzdol. To je za njemu najbolj humbling experience, ki sem ga videl v včeraj življenju. smo se videli. Ki bi bil užaljen. Ne, čakaj, ne, ustani zdaj, ustani. Predstavljaj si zdaj, da si ful majhen, ne? Ja, si predstavljam. Prisem, ne. Jaz sem zdaj kao ful večji od tebe, ne? Komod samo pač tako naredim. Članka je šla tako. Pač ni rabla. Tako je prav hotel disrespekt. Pač res uno, ni rabla se toliko skloni. Sploh nismo toliko razlike, mogoče 5 centi, veš uno, ni rabla i toliko dol, stari. Ni rabla. Prav ga je hotel disrespektat, ne? Ja, To je bilo, Rimanič, se vidimo. Nepotreben disrespekt. To je bil big disrespect, stari, fuck off. Prvo se je ta majhen dečko se je ful užgal. Pišda fucking materna, v glavne. Ej, ampak da mi pa to povej, ali lahko reletaš s tem, moj ful dober, najboljši prijatelj Aljaš je 2 metra visok, a ti tako sede, kdaj, kadar se objameš s ful velikim fantom, tako da se počutiš malo tako ful varnega? Ne. No, meni to ful dobro. Meni je, veš, meni pa je akor, ko se z njim, kje si Jure, ker jaz grem v njegovo pazduho, ko me objame. Zelo, ja, drugi In to je problem. samo tako, kam dati se dam. Štekam. Ker jaz imam pa to, da kadar se s ful velikim modelom objamem, sem tako, se prav počutim ful, a veš, kot nek tak mali otrok. Little spoon. Ja, Little Spoon. Posej, bodimo realni. Biti Little Spoon, Vibe. underrated je biti Little Spoon. Vibe. Preden mi končamo, Jure, zakaj smo mi danes dobre energije, dobre volje, čeprav včeraj smo imeli dolge noči? Ja, lej, jaz moram povedati, da je meni ful pomagal magnezij diasporal. To je res odličen magnezij. Direkt. Vzameš tole, ko bi rekli, vrečko. Vrečkico. Jaz sem že spil 2 danes, tako da se vam Jaz sem tudi enega. To vrečkico vzameš, odpreš, streseš v usta in si ponovno kot nov. Magnezij diasporal, ful je dober, res hvala, nabavi ste ga lahko povsod. Nabavite, ta je pomarančev okus ful dober, tako da hvala dober. še enkrat. Hvala, magnezij. Zdaj pa, kje nas lahko še najdejo, ne? Najdejo nas lahko, Jure, kje ta vikend? Nič, vsi dragi poslušalke, Vsi dragi poslušalke. vse drage poslušalke in poslušalci od Mateja, ne sem se vse drage Veš, kako je bil ponosen, ki na prvi live podcast so bile tipo same ženske in jaz sem kao to zbaven, on je ta lep in je bil, tle so zraj mene, ni za kaj. Tako da prosim, tudi tipi pridite, prosim. Prišli samo tipi od punc, ki so jih privlekle. Ja, saj to. Ampak je zanimivo, ne? Ko imate skozi neke seksistične fore, pa še vedno bebe pridejo. Ne? To je zaradi Jure, da. Ne. Karkoli ona reče, pač Kje so imamo tle. pa seksistične fore? Glavni kamore priti, 26, 5, 4. Dobro, povejo, Ramaj. Ja, Ramaj, idemo, ala. No, 26.5. ob 4 v Supernovo Rudnik, pridite, se bomo podružili, bo tudi skriti gost, ki ni več tako skrit, lahko povemo, kdo bo. Ne, boh, ki je skriti gost. Chicas in Mexico pridejo? Je ženska, lahko povemo, in se ukvarja z glasbo. Saša Lendero bo prišla. Lepo. Tako da pridite, čeknite. Zdaj pa, preden končamo na hitro še, gremo na vprašanja, nači del tega podcasta, brez zamere. To sem rekel, moram nekako drugače frezati, ki po moje kakšen gost se lahko užali, ko jaz to rečem.
Kaj? Ja, da vprašanje so največji del tega podcasta, pač dosta ne, vprašanj. gosti so. Ja, ne. razumem, kaj misliš. Ok. Ela pika vodnjo 20 Lukatova mama je najjači komad. To ni vprašanje. Ja, Ampak ja. To so tudi trditve, imamo. Bomo šli to hitro. V pika a minute. A na koncu podcasta dodajte segment kakšne igre, naprimer 2 laži, 1 resnica. Ok. Dobro. Imaš kaj, da nas testiraš? Ok, lahko probam. Pri 19 sem si med pijanim plesom zlomil nos na granitni mizi. To je res? Ko smo bili mali, smo bili družinski prijatelji z Borutom Pahorjem, pa smo z njegovim sinetom hodili na dopust na Hvar. Fakt, to je tudi lahko res. To pa tretja stvar je pa da ko sem bil star 11 let, sem imel vodo v kolku in 1 mesec nisem mogel hoditi. 2 je res. Druga je res? Ja. No, prva je res. Prva je res? Prva je res, ja. A ja, čakaj, a sta bile 2 resnici pa 1 laži ali 2 laži, 1 resnica? 2 laži, 1 resnica. Ja. Pardon, jaz sem dal 2 resnici, 1 laž. No, dvojka je res. Ne, 2 je laž. Ti pa rečeš, da je kjer laž? Dvojka je res in jaz bi rekel, da je 3 laž. Ok, 2 je laž. 2 je laž. Dvojka je laž. Ja. Res je. Ker sem videl tot proces, ki prej je videl tega Pahorja in se zdaj neki spomnil neki na glumu. Kje je videl Pahorja? Pa tleki smo se pogovarjali to, pa veš, znam jaz lagati. Dobro si je prebral, dobro si. Znam jaz lagati. Aj, naprej hitro, anonimno, kam ste hodili na srednjo? Gepš, Elektromo, na Tiur. Sepš. Gimnazij želim, ne. Jo, ko smrlj, pika Jan, kaj si misli Jure o kriptovalutah? Ampak samo Jure, ne, kaj si misli Jure o Za kriptovalutah? ostale dva, ja. Kaj si mi o kriptovalutah? Ja, ne, jih vzamemo. Ja. Jaz ne. nimam nič o kriptovalutah. Pozitivno, negativno. Dobro. Meni se zdi, da je to stavnica za pretenciozne finančnike, da so to stavnice. Kaj si ti, Ne. Jure? Pardon. Ne, pičemo na hitro. Teja Bakovnik, od kje ime kokosi? Kaj, kokoši in to, ali kaj? Ne, prizadeti 16-letniki smo bili, pa smo nekaj, ki se nam je zdel smešen izbrali. Ni nobenega. Zakaj je to smešno? Ni bilo smešno, zdaj, takrat je bilo mogoče smešno, zdaj ni smešno. Kokosi! Neža Bakovnik, že zdaj le slutim, da bo to najboljši podcast od članov. Okay. Ja, če bi bil posnet. Thanks, Neža, hvala Neža. Ja, če bi te dva kretena snimala audio, pol mogoče res, tako pa verjetno ne. Ok, Teja Bakovnik, Hvala, Neža. ali bi raje bruhal Maurico ali predel bleščice? Predel bleščice, itak Predel da bleščice. stokrat raješ. Bruho Maurico. Res bi raješ? Ok, čakaj, ampak vedno, ko bruhaš, ker jaz bruham malokrat. Če pa vedno, ko Jaz sem prdneš, to tako razumel, da je to ful konstanten problem v tvojem življenju. Če je to samo tako, da takrat, kadar hočeš, pol bruho Maurico. Ampak jaz sem razumel tako, kot da moraš. moraš non-stop. pol bruhati ali pa moraš prdeti. Veš, kaj mislim? Odvisno, kakšni so parametri bruhanja pa prdenja, ampak če je stvar izbire, pol bi raj bruho Maurico, če je pa to neka nezgoda, ki se ti skozi dogaja, pa valjda bi raj prdiš, ker pa ti skozi nekaj bruhaš. Ajde, gremo na naslednjega, oprane gatke, a nastopate letos na Lentu? Ja, Idemo. kot ištekani in kot kokosi. Dvakrat Idemo. nastopamo na Lentu. Ja. Okay. Teja 37, najljubša pesem? Nasploh. Največkrat sem si zarolal po moje zaljubilo od Murphyjev. Jure? Mora biti slovenski komat? Ne rabiti. Najljubši komat, madem da slovenski, ajde bi rekel, da meni je dober od Masaje tale Cigaret? Ni Ne, ni panike. Ni panike. Ni panike, meni je Od vseh na streh je pa najljubši v zadnjem tednu. BBL Drizzy. BBL Drizzy. Meni ni panike, jaz se spomnim, ki mi ga je pokazala Masaja še prej, je bil spod zunaj in jaz sem ga nabijal v avto, jaz sem se ga preposlušal, preden je dala ven komat. No, shit. Fenovi. Jaz ga zadnji čas full vibam na francoske. Top. Ja, ki je samo melodija, ne štekam, ampak so tako full vibe. Neke te bekan scene, ne? Še pozaj. Ja, fucking vibe so stari. Ja, volano. Katjusa Erjevec. A jim je všeč to, da pridejo feni do njih, ali rajše vidijo, da ne? Ne, itak da nam je Ne, itak da nam ni. Ne, itak da nam Pa še na pej stran. Ne, reč ful dobro vprašanje. Nam je všeč, pa cenimo, pa zdi se nam, da na tej točki, kjer smo, nam še ni panike.
Mi je pa mogoče sam kul, da se ljudje zavedajo, da če 30 ljudi stoji, redi, da bi se bo pogovarjali z mano, vedoč, da sem glih kar 2 ure bil na odru, pa švical tam, pa pač adrenalinček pa vse te stvari, da ni glih tako, da vse to so zelo redke izjeme. Pač večino naših fanov je full videovnih, tako se malo pomenaš, mogoče kakšna slikca, whatever, se nekaj pohecaš in pa gre pač in pa reče, ok, čau, hvala, ker si prišla, hvala, ker ste dobro igrali, bla, bla, bla. Pa imaš pa na vsake tukcajta enega kretena, ponovadi so to tipi, ki so pač tam tako, ja, sem zdaj nalimal na tega carja in zdaj bom pač 10 minut hangout, zdaj smo frendi. Ne, nismo, prosim, pusti mi, da grem na čik, pa da si nalijem viski kolo, pa da se malo ohladim, pa vidiš, da tam čaka 20 pač ljudi za tabo. Da so video, nisem. Ko pa tikajo, misliš si o... Ne, samo, ja, večinoma so to tipi, tako da bom rekel tako, no. Sam s feelingom. No. Čakaj, kaj, čakajo za vse vas ali samo za te? Ne, za vse nas, ampak ja, mogoče malo bolj zame, to je ta frontman fora, ampak Ja, pač... ja. Ti je dobro biti frontman, tako? Ja. Jaz smo rekli, res sem attention whore, pa tudi, ne vem, ne predstavljam si drugač izražati sebe kot na tak način. Po drugi strani pa tudi mislim, da mi je hudo vedeti, da večinoma v bendu imamo vsak tako vlogo, da mu ful sede to. Recimo Bojsa, Martin pa Izzy, ki sta na bobnu pa na basu, ima ful sede pač se ukvarjati z menedžiranjem benda, ne? So v bistvu menedžerja, recimo. Ne? Meni ga pač ful sede biti tist, ki je tista princeska pod žarometjem. Zdaj, smešno, kaj to je res, da ti po bobnar in te nič ne dobijo nikoli, te... Dobijo? Ja, tako misliš, ok. Mislim, kaj, dobijo kakšno bejbo bobnar in to, ali? Bobnar ima punco že 5 let, tako da ni testirana v to še, basist je pa seksi kona benda, tako da pri nas ta pravila ne veljajo. Okay. Ja. Model na klavirju ima pa isto bejbo, tako da je v bistvu edini samski je ta tip na basu, ki je pa seksi kona benda. V bistvu on dobi vse. On nič ne dobi zato, ker je pa globoko veren in tak postavljen možakar, ki ne verjame v one night stand. Ofa, ok, kulturno. Ja, fuck ste na mestu bend, pizdu mater. Ja, ne, pizda, dobri smo. Edini samski model je full stabilen, pa nima nobene potrebe No, potem, da bi se rockstar razvil. life, ne, Niti mi malo spimo s rockstar punco ob life. 10. Ne pije doma. alkohola, je sam tak ljubeč, ne verjame v one night stande, tako. Tak, on je husband, on je Čakaj, kaj se je zgodil one night stand in ne verjame, da se je zgodil. Tako je. Jaz ne verjamem v to. A to je, ne verjame one night stand. Zgodi se zjutraj v posli, ne verjamem. Ne verjame, da se to zgodilo. O, ko je bilo lepo včeraj. Ne, Ne, ni bilo. Ne verjamem. Ni se zgodil, gaslightov vse bebe v to, da se ni zgodil. Ja. Čekaj, ko se kliče on? Martin Drobnič Drobo. Zato, ker tlena je vprašala, kaj lahko dobim cifro od Izidorja, pa se misli, da je to ta samski. Ne, bi bilo super. Izidor je pa nažalost že 5 let zaseden, tako da ne moreš dobiti njegove cifre, se pravi čujem. Lahko pa sladneš v DM se pa... Staneš v requesti. Malo dekrajdaš. Probaš, ja. Božoš ego. Ja, tako je, on ima v bistvu, ja, on njemu sede, če ga kdo kdaj pohvali. Ma praise king. Iza _Kovačič. Ali imate kakšno crazy izkušnjo kot band glede to fanov, ko pridejo do vas? Pa ja, se zgodijo kakšne še kar crazy stvari. Zdaj razmišljam, kaj je bila kakšna najbolj crazy stvar. To tako, mislim, imaš kakšne totalne čudake, ne? Mislim, bil je že na kakšnih špilih so kakšni nestabilni ljudje, ki pol, ne vem, se ti neki derajo v glavo ali pa neki. Včeraj so bili neki pijani 40-letni Štajerci, ki sem jim pač vmes kar dal mikrofon in ga niso spustili, pa so bili tako Silvo disko, pomaranča, Silvo, tako veš, pijani do konca, 40-letniki. In pa so bili pač, ene 5 minut so mi težili, pa sem se jih pa končno znebil. Tako da take imaš, pa ne vem, meni je dosti crazy to, da si folk da tetovirati naša besedila na telo, to mi je crazy. Wow. Razmišljam pa, če bo kdaj kakšna... Mi smo en si napisal član. A res? Ja. Najjača stvar, evo to. Ne vem pa, če bo kaj... Ne vem, mislim, da glede fanov so praktično... Shoutout, koliko si fani najjači, ne? Najjači, koliko si fani so najjači fani, ful imamo dobre fane, ful jih imamo radi, tako da večinoma so sam pozitivne izkušnje, res. Ja, to je to pol z naše strani. Evo, vprašanje smo rešili, Juraš, kaj? Nič, hvala, ker ste bili z nami, hvala tebi, ker si prišel. Hvala vam za povabilo. Tako je. Kaj ti damo to, če boš kdaj na obali od našega barberja, frizura, kuponček. Meni daš free frizuro, legenda moja. Bom si šel brke postrižiti. No, pa tudi če furaš to brez nič, ti zareže noter v glavo, da ti v bistvu z brazgotinami. Ti pač počisti to malo, ti gre z mašinco gor dol, tako da če rabiš, Jure, shoutout, kje se mi šišamo?
Shout out Barberija, najjači barber na obali, shout out Anja Masaže. Jaz sem bil ta teden, preden sem šel snema diplomo, sem rekel, zrihtaj me, fucking me je zrihtala, pejte vsi čeknit. In še shout out. A mi lahko masažo tudi zrihta to video za ston? To lahko pa tudi. to te Bomo na vezi, bomo na vezi. se zmenimo. In še shout out El Toro Steakhouse, tam gremo tudi zdaj jest. Tam te peljemo za jest. Jače, let's go. Tako da se ga A imajo vidimo. vegetarijansko ponudbo tudi? Tudi. Super. A imajo? Ja, mislim, da ja. Ja, neki ima vegansko ali vegetarijansko? Dobro, dej. Ja, bašta. Se upravičujemo, ker smo pozabili snemati audio. Pardon, oprostite Tle bom nam. prevzel jaz krivdo, nisem pogledal. Ne, Tako no. da. All good, krivda Tako da enega je krivda vsi enega vse. srčka, Jure tu v chat. W's in the shot. V glavnem, hvala, ker ste bili z nami, se čujemo, čau, čau. Čau. Čau.